Živjo, lep pozdrav vsem. Danes bom pa govoril o zvinu gležnja. Zakaj? Ker mnogi od vas ste že imeli kdaj zvit gleženj in ste mislili, da to gre za neko banalno poškodbo, kar pa v dostih primerih ni čisto tako. Zakaj? Bomo probali razložiti. Zdaj vam bom na nek enostaven način pokazal samo anatomijo gležnja. Si lahko pogledam tukaj na računalniku. Tole je golenica, potem tukaj imamo mečnico, potem tukaj imamo samo skočnico in te tri kosti tvorijo zgornji skočni sklep, potem imamo pa še spodnji skočni sklep, se pravi spodnji del gležnja je pa skočnica in petnica. No, in gleženj sestavljajo številne vezi, najbolj pomembne so stranske vezi, to je pač ta vez na zunanji strani, tukajle, potem so vezi še na sprednjem delu gležnja, to so te vezi, in potem še vezi na notranji strani gležnja, če si tukaj takole pogledamo. Ta vez na notranji strani je najmočnejša. Tako da se bomo potem še na praktičnem primeru pogledali, zakaj je samo zdravljenje zvina gležnja zelo pomembno, da ne pride do kasnejših problemov in same nestabilnosti. No, zdaj, kateri so gibalni vzorci v gležnju? V zgornjem delu gležnja se izvajata ta dva giba, v spodnjem delu pa inverzija in everzija, se pravi stopalo navznoter navzven. In zvin gležnja je največkrat po principu inverzije, se pravi stopalo navznoter, se poškoduje zunanji del gležnja, te vezi na zunanjem delu, tukaj gleženj največkrat oteče, včasih tudi je oteklina tako velika, da se pojavi tudi hematom, se pravi kri pod kožo. Če se pa potem če je zvin bolj obsežen, se gleženj poškoduje tudi na tej strani, oziroma so vezi tudi na tej strani poškodovane, še posebej, če gre za ta princip inverzije in še zraven rotacija, če se zraven gleženj še rotira. Zdaj, kaj je največji problem pri zvinu gležnja? To, da ponovadi premalo počivate. Če na noge ne morete stopati, obvezno rehabilitacija po takem zvinu vsaj 3 tedne, nobenih športnih aktivnosti, včasih je treba dati tudi longeto za kakšen teden, 14 dni, bergle. Če je oteklina manjša, lahko tudi že čez nekaj dni lahko pričnete z lažjimi športnimi aktivnostmi, ne pa kontaktnimi športi ali pa teku. Če gre za večji zvin, večjo oteklino, čim je kri pod kožo, je to že znak, da je neka vez poškodovana, tako da ne iti prehit nazaj na trening, na teč, ne prehiter začeti športnimi aktivnostmi, ker se bodo vezi zacelile v raztegnjenem položaju in boste imeli potem nestabilen gleženj in ponavljajoče se zvine. Tako da, če je majhna oteklina, lahko hitro greste nazaj, če ne boleče na nogo, lahko stopite, če je pa velika oteklina na nogo, ne morete stopiti, hematom pod kožo, rehabilitacija lahko tudi več kot 1 mesec. Takrat nič športati, let gor, počivati z nogo v povišenem položaju, tako da ne boste imeli kasneje težav z gležnjem.